Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes ena zelo izjemna posameznica, lepo pozdravljena Manca. Živijo, Mark. Zdaj, preden se podava v tvoja izjemna razmišljanja, v tvoje poglede, v tvoje skrivnosti, bi te jaz rad našim poslušalcem malo predstavil. Zdaj, Manca, ti si LinkedIn strokovnjakinja, si soorganizatorka LinkedIn Local dogodkov, največja ljubiteljica jezer, športnica, raziskovalka vsega lepega in avtorica knjige The Slovenian Lakes, katere se bo potem tudi dotaknila. Tvoja pot v marketingu se je začela v letu 2008 v eni izmed največjih agencij v tej regiji, HTT Pool, verjetno jo vsi poznamo. Takrat si bila tudi v vlogi tržnice oglasnega prostora in spomniš se, kako neznan oziroma nov ti bil ta svet. Dodiplomski študij si zaključila na Fakulteti za turistične vede in takrat se, kot praviš, se ni veliko govoril o digitalu oziroma tem svetu. Karierno pot si nadaljevala v različnih spletnih agencijah, potem kot vodja marketinga na Odeji, kjer si se prvič srečala z B2C segmentom. Nisi se našla v tem svetu, zato si prestopila nazaj v B2B in oktobra 2017 si šla zelo pogumno na svojo karierno pot. Zdaj, greva še malo bolj v detajle. Prejela si tudi nagrado, oziroma 3 nagrade za tvojo knjigo Moje jezera, POMP nagrado in pa 2 Netko nagradi. Da moram popraviti, nista nagradi za knjigo, ampak za projekt Moje jezera. Za projekt, ok, super. Imaš več kot 16 publikacij, od člankov 5 korakov do učinkovite uporabe LinkedIna, mreženje za telebane, katerega se bo tudi dotaknil, raznih intervjujev in pa ogromen, se pravi, nekih zelo zanimivih člankov. Si članica Združenja menedžerjev študij, Društva turističnih novinarjev Slovenije, Društva za marketing. Kot sem že omenil, si prejela Netko 2018 in pa POMP za svoj projekt. Zdaj, glede knjige Tvoje jezera oziroma Moje jezera, si prekolesarila skoraj oziroma več kot 1110 jezer, oziroma zdaj verjetno ta številka že večja. Majčkam višja, prekolesarila sem do 1151 jezer. Zdaj pa, če greva še na par zelo zanimivih podatkov. V svoji karieri, kjer si LinkedIn strokovnjakinja, imaš že več kot 12 let izkušenj na tem področju, že več kot 4050 različnih strank oziroma posameznikov in pa več kot 280 predavanj. Pa absolutno si izdala prvo knjigo, ki pa verjamem, da ne bo zadnja. Ne bo. Tako da, Manca, dobrodošla. Hvala, Mark, za tale res prekrasen uvod. Gledam tvoj papir, na kateri so številke iz moje spletne strani in vidim, da moram updatati, ker so te številke zdaj malo višje. Več kot 310 predavanj in delavnice sem naredila v zadnjih 6 letih. Top. Ja, pa ko si govoril o moji karieri, v drugo sem zdaj na svojem. Enkrat sem že šla za 1 leto, zelo pogumno, ampak je bilo prezgodaj in sem pobegnila v službo tako rekoč za 2 leti. Potem se je pa zgodilo 2017 leto, ko sem najprej dala odpoved junija, potem jo oktobra v drugem podjetju dobila, potem sem šla pa na svoje še enkrat. To so neki signali, zdaj bo pa verjetno res pravi čas. Tako da to je taka zgodba, kako sem pristala kot samostojna podjetnica. Ful dobro. Zdaj, moji poslušalci me že poznajo in moje prvo vprašanje, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, kakšna si bila? Bila zvedava, si že takrat rada kolesarila? Ne, sem bila kar športnica že takrat, no, ampak ne na tako samoiniciativen način. Spomnim se, da so me v srednji šoli vedno povsod gnali teč, pa nisem bila neki velika ljubiteljica teka, to sem postala kasneje. Ampak z eno besedo bi se lahko pisala kot piflarka, ker sem bila res zelo pridna učenka, hodila sem na gimnazijo Želimle in so nas zelo... Poznamo vsi. So nas zelo strašili vsa 4 leta pred maturo in sem zelo k srcu vzela in sem res bila zelo pridna. No. Tako da, med tednom sem bila zelo pridna učenka, med vikendom pa žura v Kočevju. Tako je bilo. Ful dobro. Deva se malo dotakniti, ker mene zmeraj fascinira osebe, ki so zelo zaposleni, tako kot si ti. Verjetno imaš zelo zanimiv ali pa zelo natrpan urnik, tako
Tako da mi malo povej, a imaš kakšno posebno rutino, kako se ti pripravaš na teden, si v nedeljo, ne vem, pripravaš cilje, kdaj začenjaš dan, tako malo nam opiš. Vsak dan je drugačen, ali pa vsak teden moj je precej drugačen. Imam pa eno rutino, da si ali v nedeljo zvečer, če si vzamem čas, ali pa ponedeljek prva stvar zjutraj, si res pripravim plan za teden, kaj bom naredila za ponedeljek, pa kaj so tisti taski potem za naprej. Tako da uporabljam Evernote že full let in tako, tisti psihološki učinek, ko odkljukaš en task, tega sem se zelo navadila, brez tega se res ne znam predstavljati nobenega dneva. Vsako nalogo zapišem in odkljukam, tako da to je ena izmed mojih najljubših aplikacij. Tako da kakšne posebne rutine sicer nimam, ampak tako, v nedeljo zvečer se že tako psihološko malo pripravljam na to, da me čaka teden, pogledam v koledar in si za vsak dan posebej pol prištimam naloge, kaj je tista prva, pa predvsem vrstni red, česa se bom najprej lotila. Prioritete, tako. Daj mi povej, v tvojem poklicu, a opazaš, da je čedalje večja porast oziroma zanimanje, oziroma zavedanje, da je LinkedIn zelo pomemben kanal in za podjetja in za posameznika, da je v bistvu to nek digitalni vtis ali pa prvi stik s svetom ali kakorkoli CV. Ja, moram reči, da je COVID lansko leto res naredil tudi tukaj kar rošado, v smislu, ker nas je epidemija zaprla za ekrane in so podjetja res ugotovila, da ne morejo fizično na sejme, ne morejo fizično na sestanke in da je digital edino, LinkedIn je v sklopu tega, da je edino to, kar lahko zdaj uporabijo. Tako da je bilo v porastu in kar se tega tiče, epidemija je bila zelo pozitiven učinek, ker smo očitno rabili tako hudo spremembo, tak velik vihar, globalen, da smo se spopadli s tem medijem. Tako da, kar se tega tiče, v Sloveniji je izjemno velik porast, z veliko podjetij delam, pomagam, kako se tega lotiti. Je pa res, da je LinkedIn ta zadnji družben medij, katerega se lotevajo. Ker pogosto sliši, manjca se LinkedIna bojim, ker je drugačen, seveda, ampak Facebook pa Instagram, tega smo nekako vajeni, LinkedIn je pa drugačen in je zelo v porastu. Ne mi še povej, če bi šla zdaj korak nazaj. Prej sva se dotaknila, kakšna bi bila v gimnaziji. In zdaj, če greva recimo v študentska leta in ti začenjaš svojo karierno pot, podajaš se na prve razgovore, kaj bi svetovala nekemu mlademu posamezniku oziroma posameznici, ki bi si rad postavil nek LinkedIn profil, ki odraža njegovo začetno pot, pa hkrati mu omogoča potem tudi neko prepoznavnost? Jaz vedno svetujem tudi podjetjem, da na LinkedIn profil ne gledajo kot na življenjepis, ker je veliko več kot to. Jaz vedno rečem, LinkedIn profil je pravzaprav nek naš avatar, kot če gremo na razgovor ali pa če greš na sestanek, tako da je zelo podobno. Torej, kaj želiš, da tvoj potencialni delodajalec, stranka, investitor, partner, kdorkoli prebere na tvojem LinkedIn profilu. Tako da si lahko, to ni vizitka, to ni neka statična entiteta, ki jo postaviš na LinkedIn, ampak je nekaj, kar raste skupaj s tabo. Tako da je LinkedIn profil odsev tebe in naj se ne bojijo tukaj tudi pokazati neke svoje osebnosti, dodati tudi kakšne hobije svoje. Tako da tudi če govorimo o poslu, LinkedIn je nazadnje seveda zelo poslovno usmerjen, ampak smo vseeno ljudje in pa še tudi kakšna taka osebna nota, seveda v manjšini, ampak tako, da imajo ta pogum. Pa opazaš, da je čedalje več teh mladih, oziroma te tudi mladi kontaktirajo, kakšni, da bi radi tvoje nasvete pa pomoč? Študenti delam zelo malo, razen če me kakšna univerza, šola, kaj takšnega povabijo, sicer direktno ne, ampak verjamem, da tudi to. Mogoče ta segment rase malo bolj počas, da kot podjetja se najprej drugih Facebooka pa Instagrama lotijo, ampak če se spomnim sebe v svojih študentskih letih, tudi nisem razmišljala o mreženju, nisem razmišljala o takih poslovnih tematikah, ampak jaz mislim, da se svet zelo spreminja tudi skupaj social media, ker dajo na pladen tak razmišljanja, taka znanja, ki so na voljo. Super, se strinjam. Daj mi povej, kdaj je bil v tvoji karieri ali pa na tvoji poslovni poti, Američani temu pravijo, the aha moment, se pravi, trenutek, ki si pa rekla, jaz se bom pa fokusiral na LinkedIn, mene to fascinira, ogromno znanja imam, ogromno lahko ponudim. Ko sem šla drugič na svoje oktobra 2017,
sem bila najprej kot social media manager, nekaj v tem smislu, ne samo LinkedIn. Potem pa skozi mesece, ko sem prodajala svoje storitve in jaz sem še vedno piflar, no, kar se LinkedIna tiče, to sem ohranila. In povezano s tem, preveč za mene je bilo slediti spremembam vsem trem. In hkrati do Facebooka pa do Instagrama ne čutim strasti, take kot do LinkedIna. In potem sem čez nekaj mesecev ugotovila, naredila sem tudi majčko raziskavo trga seveda in ugotovila, da takrat ni bilo nobenega praktično, ki bi bil zelo fokusiran na to. Tako da je bila ta odločitev, da postanem LinkedIn ekspert iz 3 dimenzij. Pravzaprav eno je tržna raziskava, drugo to, da sem že v osnovi social media, dajmo reči specialist. Tretja pa predvsem to, da sem LinkedIn uporabljala že 6. leto, zdaj 7. leto že. Ne? Torej, zelo imam osebno izkušnjo z njim, ker je meni pomagal ustvariti mojo osebno znamko, pomagal mi je, pa še vedno mi pomaga pri prepoznavnosti, pri vidnosti. Torej sem ga jaz uporabljala najprej 3 leta, preden sem začela prodajati to, da to znam. Ne? Se pravi, da si dejansko spoznala vse, kar sodi zraven. Ja, to ves čas poznavam, ker se res izjemno spreminja, ampak ne, poznam ga že toliko let, da ima nek tak odnos do njega in do algoritmov in do vseh teh stvari, kar sodi v zgodbo LinkedIna. Ampak ja, predvsem zelo samozavestno nastopam kot LinkedIn strokovnjakinja, ker imam tako osebno izkušnjo z njim in ker meni pomaga pri vidnosti. Zdaj, ogromno se tudi pogovarjamo o raznih teh objavah. In ena stvar, ki je tudi tvoja posebnost, je, da si tudi razdelala anatomijo LinkedIn posta. Tako sem poimenovala, da je malo bolj poljudno, ampak me veseli, da si zaznal to in da praviš, da je to moja posebnost. Veš kako, vsebina je ena reč, ki je vedno trn v peti z vsem, s katerimi delam oziroma ki jim pomagam. Vedno vprašanje, kaj objaviti, kdaj objaviti, kaj je primerno, kaj ni primerno, in to vprašanje dobim največkrat. In ker res obožujem pisanje vsebin, tudi moja jezera so ena sama vsebina, konec koncev sem res poskušala narediti nek sistem, ki bi pomagal vsem, ki so aktivni na LinkedInu. Torej od prvih 3 vrstic, ki so najpomembnejše, torej da ti v narekovajih prodaš svojo objavo, da bralec knjig ne si mor, potem pa naprej hashtagi, da se razdeli po posameznih odstavkih, da dodaš kakšno smiley, če to paše na tvojo osebnost, jaz rečem, priporočljivi so, niso pa obvezni, hashtag je na koncu, vmes, kakorkoli. Tako da sem pa teganje seveda profilov, če je to primerno pa strani. Da sem našla nekakšen sistem, ki meni pomaga pri učenju drugih in tisti, ki me spremljajo, ko vidijo te objave, si rečejo, če pa tem sledim, tem checklistom, ko objaviš objavo, je pa lažje. Ni enega pravila seveda, kaj bo odsevalo dobro pri naši mreži, kaj pa ne, ampak je pa fajn imeti nek vsaj približen kaži pot, kaj treba zapisati. Je pa res, da je zanimivo, da je LinkedIn eden izmed redkih mogoče celo edino omrežje, kjer objave še po enem tednu v bistvu se vrtijo naprej, ker Facebook pa Instagram je tisti prvi dan efekt, potem pa dejansko objava ni več. Tako, dobro si opazil, LinkedIn algoritem je majčkan drugačen in včasih je življenjska doba teh objav res daljša. Ni vedno, generalno se krajša, ker seveda z več uporabniki, ki prihajajo gor, z več aktivnimi uporabniki, dejansko z vsako vsebino konkuriramo z vsemi objavami, ki so tisti dan recimo v feedu. Tako da se generalno gledano življenjska doba objave krajša. Je pa res, da je unicorn, kaj se tega tiče, koliko časa lahko še dobivamo odziv na posamezno objavo. Noro. Daj mi povej, več kot 310 delavnic si izvedla s podjetji oziroma tudi posamezniki. Kaj opažaš, da so pa glavne teme podjetij, če se zdaj podjetji fokusirajo? Kaj so glavni pain pointi, kaj največ povprašujejo, kaj jih najbolj zanima? A misliš, kar se tiče sodelovanja z mano? Ja. Največkrat pomagam, jaz vedno vprašam, kaj želite doseči, čisto tipično vprašanje, ampak se tukaj vedno vrtimo okoli tega prepoznavnosti.
Ne, torej, da smo, manjca smo na drugih družbenih medijih, ampak radi bi postopili tudi v ta svet, tako da kako zdaj vzpostaviti to vidnost. Velikokrat tudi employer branding, torej da pokaže podjetje, kdo so iza logotipa, kdo so te ljudje, ne. Če veliko zaposlujejo, to je še posebej pomembno, in pa tudi prodajni vidik. Ne. Ampak tukaj naj dam eno veliko opombo. LinkedIn stran kot taka za podjetje sama raste relativno zelo počasi in se vidi tukaj, kako LinkedIn želi, da zaposleni vstopijo v to komunikacijo. Ne. LinkedIn stran je zelo pomembna, mora biti, jaz vedno svetujem, kako, kolikokrat, kakšna vsebina, ampak hkrati je pa velik izziv, kako motivirati zaposlene, da si bodo vzeli čas in da bodo spremenili to miselnost. LinkedIn je tudi del dela, ni samo nekaj, kar imaš za zraven, ampak dajmo pomagati podjetju našem, da se nekako, bom tako rekla, pohvališ svojim delom, sebe izpostaviš, sebi pokažeš, oziroma povečaš prepoznavnost, hkrati pa tudi podjetju. Ne. In tukaj se vidi ta filozofija LinkedIna, da v osnovi raje sledimo ljudem, ker v poslu je tudi tako, ne. Se midva tukaj dobiva za mizo, ne, 2 logotipa, ne. In to LinkedIn dejansko res odseva. Super, ne, zelo dobro si to zdaj z logotipi. Sem že razmišljal. Daj mi povej, kaj bi pa rekla, da je bil, če gledava do zdaj, en tvojih največjih uspehov? Knjiga The Slovenia Lakes, vsekakor, to sicer nima toliko povezave s mojim strokovnim delom življenja, ampak tudi to, da sem uspela kot podjetnica, ker sem totalni samouk, ker ne izhajam iz družine podjetnikov, tako da sem svojo pifersko lastnost izjemno dobro izkoristila, ker namreč veliko ljudem sledim, učim se od ogromno ljudi, ne moram reči, da imam enega mentorja, ampak jih imam na desetine, pravzaprav čeprav niti ne vejo, da so moji mentori, ne, ker jim sledim njihovi in objavam, in načinom pisanja, in miselnostim načeloma, tako da dobivam motivacijo, znanje iz vseh strani. Ne, tako da je to, kar moj uspeh si lahko pripišem. Super, zdaj izpostavlja si tvojo knjigo, Moje jezera oziroma My Lakes. The Slovenia Lakes. Projekt. Moje jezera oziroma My Lakes. Kako si prišla, vem, da si povedala, da si zelo vneta kolesarka, si pa zelo rada delaš to in si fizično aktivna, ampak kako si prišla do te ideje? Ideja je v osnovi zelo preprosta. Ne? Zgodba pa ta, da ko sem kupila, 15. marca, to je bilo te dni, je bilo 5 let, kar sem res kupila kolo. Predtem sem ful tekla in ko sem kot tekačica rekreativna dosegla svoj plafon, sem rabila nek drug šport. Ne? No in sem kupila kolo in sem v tistem prvem letu 2016 prekolesarila skoraj 5000 kilometrov in konec sezone sem rekla, zdaj moram pa nekaj narediti s tem delovanjem svojim, nek dom ustvariti za to kolesarjenje in vsem tem kilometrom. Najprej bila prvo sezono največja motivacija, čim več kilometrov v enem dnevu in sem spet to dosegla svoj plafon. Pretiravala, ne? Je bilo 100 kilometrov, pa 200, pa 250, največ je bilo 368, ker sem prišla od Hodoša do Pirana in potem se je, zdaj sem še en plafon dosegla, kaj pa zdaj, ne? Tako da so se potem zgodila ideja, kolesarjenje pa jezera imam od nekdaj rada in je tako, ker naenkrat klikala na ta ideja jezera Slovenije in potem sem naredila raziskavo, koliko jih je in rekla, ne vem, katero bi zdaj izbrala, ali ne smeka nič vsa. In je bil to nek tak poseben izziv. In je bilo čez 3 mesece, torej nedeljo bo 4 leta, kar je objavljena www.mojejezera.si. V 3 mesecih je vse to nastalo in tako res sem zagrabila to idejo kot res mojo, no. Tako da je to res ena taka zgodba, ki je športno, turistična, predvsem pa zelo postaja osebna, no. Niso to samo jezera, je vse več kot to, ampak ob tem verjetno v kakšni drugi priložnosti rajš. Tako da je to ena taka zgodba, ki me zelo definira in sem se zelo oklenila kot neko svojo identiteto, lahko tako rečem. Kako se pa recimo tega lotaš, potem rečeš, ne vem, vsak vikend bom obiskala 3 jezera, 5, 1, 17, oziroma ti, ki si
hyperachiever. Ja, sem Rekla, v enem dnevu hočem 18. Ja, veš, koliko je, rekord je 55, ne, sem šla še več. Ja. Okay. Tako da sem šla, veš, tako, res, imam neko težnjo po svojih osebnih rekordih, ne, tako da to res nekaj neverjetnega, ne vem, odkot to izvira. Ampak ja, pred knjigo, no, preden sem se knjige lotila, ker to bo res projekt, ki me je celo vzel in sem res veliko kolesarjenja opustila. Ampak le v nedeljo grem k jezerom in to je tako, da si najprej izberem regijo, kam bom šla, izberem eno ključno jezero, okoli katerega bom sestavljala celo turo in je potem par ur dejansko je to pa če dalje teže, ker sem tista ključna že videla. Tako da ja, sem zdaj za nedeljo si izbrala nekam, kaj grem proti Prekmurju, skupine jezer, ki jih je ful, tako da želim čim višjo številko spet dosežt in si sestavim turo, tako da je najmanj teh, jaz rečem, logističnih kilometrov, odvečnih kilometrov, ki jih naredim od prvega do zadnjega jezera in spišem si vse koordinate po vrstnem redu, tako da imam jaz nek seznam, da točno vem, kaj moram iti, da ne izgubljam časa z iskanjem jezer. Tako da najprej to, potem je pa ja, en dan kolesarjenja, to še najmanj dela dejansko, ne. Potem pa, ko pridem domov, je sortiranje fotk, urejanje fotk, pisanje o posameznem jezeru, vse zgrupiram v folderje, ker če ne bi imela celo zmedo, pa 1151 in potem objava na spletno stran. Tako da je vsako jezero gre po res neki takem življenjskem ciklusu, preden pride na spletno stran. In če bi se štela vse te ure, je kar orenk zalogaj. Verjamem, ja. Zdaj, ena nova poslovna ideja, glede na to, da znaš zelo dobro optimizirati logistične poti, mogoče, da najdeš rešitev in kakšnemu DHL-u pa tem logistom ponudiš. Ja, to. Ker verjamem, da bi najdela nekaj dobrega. Deva se še dotakniti, v ogromnih vlogah se pravi, ti delaš z ogromnimi podjetji, velikani, podjetja, ki se ponovadi recimo temu so bolj inovativna, so bolj trendsetteri, se pravi, se zavedajo pomembnosti. In me zanima, a opaziš, da imajo ta podjetja kakšne podobne lastnosti oziroma osebe, ki so tam? So to neki vizionari, ki vodijo ta podjetja, ki so odprti, ker danes, ki se pogovarjamo z različnimi posamezniki, podjetniki, ne vem, če se jih veliko zaveda, koliko je LinkedIn res dejansko pomemben. Dejansko se ne zavedajo. Vejo, da je pomemben in vedo, da ne znajo in vedo, da sem jaz bližnica do znanja. Nekako tako, ne. Skupno, ne morem reči, da so neki vizionari, ampak imajo bolečino, da vejo, da lahko tam neki dosežejo, pa ne znajo. Ne. Tako da večinoma so to iz HR-a, vodja HR-a ali pa vodja kakšnega learninga, če je to malo večje podjetje ali pa iz marketinga večinoma, redkeje iz salesa, da so to predvsem ljudje, ki so že nekaj časa v podjetju, no, in vedo, da jih čaka tudi ta projekt. Zdaj, če bi te vprašal, kaj se tebi zdi, ti si bila tudi vodja in si imela različne vloge, kaj se tebi zdi pomembno danes kot vodja, kakšne lastnosti iščeš pri posameznikih, kaj bi rekla, da je danes nek vodja prihodnosti, kakšne lastnosti mora imeti? Veš, kaj bi rekla? Dve stvari mogoče. Prvič, da je strokoven, torej da pozna svoj posel, drugič pa, da je predvsem človek, da zna delati z ljudmi, da zna usmeriti ljudi in da se ne, da mu te nazivi, da je menedžer, generalni direktor ali pa kakorkoli vodja katerega sektorja, ni pomembno, da mu ni to tisto vodilo, ampak da mu je vodilo tisto neka luč na koncu tunela ali pa deva reči neki cilji, ki jih imajo podjetje, pa ne govorim samo o prodajnih. In predvsem mora biti to, da vidi tisto vizijo, kaj mora biti na koncu, kje mora podjetje biti, deva reči, čez 5 let in da zna prepoznati pozitivne lastnosti pri svojih zaposlenih in jih tako zdelegirati, da bo vsak največ dosegel in skupaj verjetno kot neko nogometno mogoče skupino, ne poznam fuzbola, sem se spomnila, da v bistvu ne si kot nek nogometni trener, ki usmerjaš vsakega, da dela tisto najboljš, ne. Pa da predvsem delaš skupaj, no, da nisi nek boss, ampak da si lider, ne, kot radi preberemo, ne. Ampak res verjamemo to, da moraš biti predvsem človek, ne. Jaz tudi vedno, ko delam s podjetji, se ne grem teh vlog, avtoritete pa tako, ampak smo na isti valovni dolžini, na isti ravni smo in dajmo se pogovarjati kot ljudje, ne. Ker to je tudi posel in tudi LinkedIn to odraža, zato menim, da bi tudi nek vodja
dober vodja, da je tak. Absolutno. In tukaj bi mogoče še dodal, da vsaj v mojem pogledu je vodja oseba, ki zna graditi odnose. Ne neka avtokratska oseba, ki ima moč, ampak tisti, ki dejansko zna izvabiti najboljše iz posameznikov. Ja, bi pa še jaz nekaj dodala, da to ne velja samo za vodje. Absolutno. Ja, da bi graditi odnose moral, priporočljivo je, da bi to znal vsak, ki je v poslu, ne glede na to, kaj je njegov naziv. Ne. Tudi jaz kot samostojna podjetnica sem se tega priučila, moram reči, ker tega pač ne znaš kar tako, se naučiš skozi leta delovanja v poslovnem svetu, ne glede na vlogo, da je ključno, da imaš dobre odnose z ljudmi. Ne. Prej si izpostavila še, da si imela kar nekaj mentorjev, mnogi tudi ne vejo, da so bili tvoji Večina ne vejo. Koliko se ti zdi to pomembno? Verjamem, da tudi ti imaš kakšnega mentoriranca oziroma mentoriranko, da te tudi kdaj kontaktira na LinkedInu, pa ti piše. Koliko se ti zdi to pomembno? Tako, pred leti bi imela še kakšnega več, tako se mi zdi to pomembno, kar je dejansko, tako kot jaz nastopam s svojimi storitvami do podjetja, narediš bližnico in poveš naprej, kaj so lahko napake, kaj nas lahko čaka v posameznem ali odnosu ali kakorkoli. Tako da veliko skrajša ali pa samo preprosto, meni je pri mentorjih predvsem to pomembno, da imam jaz lahko dialog z nekom, ki mi lahko vrne neko repliko, ali pa da ima odgovore na vprašanje, ni treba, da me zelo vodi, ampak da se pogovarja z mano. Jaz sem zelo oseba dialoga 1 na 1 in mi to izjemno pomaga. Tako da, če si me prej opozoril vprašal za študente, pa LinkedIn profil, bi tudi to rekla. Čim prej se začeti družiti z ljudmi ali pa tudi sama. Družbeni mediji ali pa spletna splošno ponujajo toliko enih ljudi, ki jih lahko spremljaš že tako, če že scrollaš po netu, da imaš vsaj nekaj od tega. Evo, še namig. In zdaj, moje naslednje vprašanje se navezuje točno na to, in sicer na en članek, spletne strani namesto knjige v roke vzemite miško. To pa že kar nekaj let nazaj. Ja, mislim, da je bil to en prvih tvojih člankov. Pa me sam zanima, če nam malo razložiš, kaj povzameš. To smo pa zdaj našli. To je, mislim, da bi članek objavil v enem kočevskem časopisu, sem namreč doma uradno, doma sem iz Kočevja, sem živim v Ljubljani že nekaj let. Tako da, iskreno se točno ne spomnim, ampak takrat to je bilo razihrane 6 let nazaj, ampak kaj je bil digital v drugačnih dimenzijah kot danes. In sem takrat zelo opozarjala, ko sem bila prvo leto na svojem, sem bila tako digital marketing specialist, daleč pred LinkedInom. In sem zelo rada opozarjala na to že takrat, kako je digitalni marketing pomemben, kako morajo podjetja res se spopasti s tem. Tako da pred leti sem veliko pisala člankov, to je bil eden izmed mojih ključnih načinov, kako pridobiti vidnost oziroma kako povečati prepoznavnost mene kot Mance. Sem veliko revij pa portalov kontaktirala, če lahko napišem članek, in to je bil eden izmed Več kot 16 lahko. Ja, se jih je še več, niso vsi na LinkedInu. Deva se malo dotakniti, se pravi, ti si bila, preden si postala strokovnjakinja samo, mislim, za LinkedIn, ki si se fokusirala, si bila strokovnjakinja za vse socialne medije. Kako bi pa rekla, da se komunikacija razlikuje zdaj, kar je objavljeno na LinkedInu, kaj na Facebooku, kaj na Instagramu, kaj ne vem, kaj še vse obstaja ogromno. So neke razlike, kjer moraš reči, paziti, da je, LinkedIn mogoče preprofesionalen versus Facebook, da je bolj osebno, ti? Razlike so sigurno, zato ker je to poslovno okolje. Je pa res, da si lahko privoščimo tudi kakšno osebno zgodbo, dajmo tako reči. Ker takšne so, tudi v poslu imamo takšne zgodbe radi. Je pa res, da sem s parimi tudi delala na osnovi osebnega brandinga in sem rekla, tako, ko vstopiš na LinkedIn s svojimi objavami, svojo aktivnostjo, si moraš najprej, spet v narekovajih, prislužiti to pozornost. Tako da začneš z nekimi strokovnimi objavami, da pokažeš nase in da si ti nekdo, ki se ga splača slediti, ker se bomo od tebe recimo veliko naučili. Potem pa skozi čas, zdaj ta kraj se mi zdi, da je malo krajši, kot je bil včasih,
si pa ti lahko privoščiš, pa poveš, kaj je bolj osebnega v sebi. Ne? Če primerjam to s Facebookom, Facebook prenese več teh osebnih zgodb. Ne? Na LinkedInu moramo vseeno, smo najprej strokovnjaki na svojem področju, je teža vsebine na tej strokovnosti. Jaz največ pišem o LinkedInu, sem pa bi lahko večkrat verjeten. Dodam še kaj o jezerih, pa kaj osebnega, sem pa tja. Če dalje več pravzaprav delam to, ampak jaz vedno rečem svojim strankam, morate začutiti to, kakšni so po osnovi bolj odprti do teh tematik, pa greš lahko prej v to zgodbo. Je pa res, da ne sme biti teža na temu, ker potem v osnovi LinkedIn je, vsegli smo tam z mindsetom, kupiti kakšne storitve, delati biznis, se povezovati poslovno kakorkoli in mora biti teža na tem. Da mi še povej, veliko se govori tudi, da si že prej izpostavila ta employer branding oziroma employee advocacy, kako je slovenski izraz za to dejansko, da podjetja, ko bi rekel, spodbujajo svoje zaposlene, da čim bolj širijo novice o podjetju, da se s tem tudi dejansko kreira ne samo boljša prepoznavnost blagovne znamke, ampak tudi podjetje, ki zaposlujejo in to ogromno prinese. Tako da, kako se ti lotiš takega projekta, ko vstopaš v podjetje? Ker to je verjetno kar kompleksno, sploh če je to večje podjetje. Ja, tukaj iskreno še iščemo skupaj z mojimi strankami neke načine, predvsem kako postaviti nek sistem. Ker če dalje bolj z leti, ko delam s strankami, ugotavljam, da mora biti prvič nekdo v podjetju, ki je odgovoren za to, ki ima v pogodbi, da to mora delati. Ne? Torej, da ima on pod kontrolo, kaj se dogaja, koliko objav se naredi, kdo bo objavil. Drugič, kje bodo vse te vsebine zbrane. Z enim podjetjem sem konec leta delala in imamo še vedno, jih pokličem doskrat, kako se znajdejo, kako se oni zorganizirajo, tudi da imamo spet ta dialog, en drugim pomagamo na nek način, da se oni zorganizirajo preko MS Teamsov, da imajo nek skupen folder, v Dropboxu imajo neke vsebine in zdaj spet ne smejo dati vnaprej vseh videov za to, da kakšni zaposleni, ker to se mi že tudi zgodilo, da so objavili preden bi oni želeli, da najprej objavi LinkedIn stran, tako je bilo, bi mogli najprej LinkedIn stran, pa so kakšni skočili prej. Teda tukaj še vedno se išče nek sistem. To je zdaj sveda na ravni podjetja posameznega. Ne? Če imaš ti neke interne kanale, da te tisto spostaviti, jaz poskušam čim manj nekih dodatnih toolov dajati, ne? Da ni zdaj še nek Trello, pa še Slack, pa še pa še tret. Ker ko jaz pomagam strankam, LinkedIn je tisti ključen tool, ki jim je nov. Ne? In če jih zdaj obremenim še z enim, bodo imeli še toliko manj motivacije. Ne? Tudi tukaj je namig, da se res enega človeka postavi v podjetju, da ima to čez, da res tedensko to čekira, kontrolira, koliko je objavljenega in da se naredi plan objav, tako da imajo mogoče tudi vsi zaposleni dostop do tega. Ne, to so lahko preprosti Google dokumenti, ki se šerajo dokumenti. Tako da tukaj je še veliko možnosti, kako se organizirati. Zdaj, ena iz stvari, ki jo ti tudi zelo ljubeznivo ponujaš, so tudi različni freebie oziroma brezplačen content oziroma priročniki. In me zanima ena stvar, ki me je blazno fascinirala, je tudi ta LinkedIn checklist, ki narediš. Kako to izgleda? Kaj dejansko, ko pogledaš nek profil, kaj so pomembne stvari? Kaj bi izpostavila, da danes moramo paziti? Veš kako, po vrsti gre. Ne? LinkedIn profil je v osnovi landing page, pristajalna stran. In ko prideš ti na profil, je tista, nočem uporabiti besede vizitka, ampak tisti zgori, kaj je, to vidiš najprej. Profilna sliko, tukaj ni debate, tukaj mora biti pač profija. Ne? Razen, če si mogoče, videla sem že recimo kakšne fotografe, ki ima fotograf fotoaparat v rokah. Ne? Take stvari se prenese. Da še takoj povej. To je okej. Cover fotka zadaj, tako da ni prazno, ker spet izgubiš priložnost, da poveš nekaj, kar želiš. Headline je seveda pomemben. Potem kontaktni podatki. Tukaj ne moraš verjeti, koliko ljudi ima še vedno Gmail. Pa vedno rečem, dajte služben mail gor. Ne? Ker Gmail, ga imamo vsi, ampak je to samo tist, s katerim se logiraš noter. Tako da tja noter daš lahko tudi povezave do spletnih strani. Jaz vedno rečem, dajte povezavo do LinkedIn strani. Tudi na takšen način se dela ambasadorstvo. Sicer zelo pasivno, pa vendar. Ne? Yeah. Potem pa greva nižje. Ne? About sekcija, tukaj je veliko priložnosti. Mislim, da na moji spletni strani tudi brezplačno, kako se naredi about, oziroma če pa ni brezplačno, je pa v tistem LinkedIn content kitu,
sem spet razdelila, kako se lotiti tega dela. Ne? To je pa tisti del, ki se res lahko dejansko razpišeš. In jaz rečem tako, če se srečava midva v nadstropju za eno nadstropje, pa te vprašam, kdo si, kaj počneš, je LinkedIn headline. Če pa rečem, to mi je pa zanimivo, kaj počneš, pejva na kavo za 15 minut, mi zdredraš pa about sekcijo. Tako da na tak način jaz vedno primerjam, ker je lažje razlagati. Ne? Tako da to so ključ pa featured, no? To so tiste ključne stvari, pa prva experience. Potem so pa že detajli. Več kot imaš boljše, seveda, ampak jaz rečem, tisti higienski minimum je to. Koliko greš nižje, moraš biti pa res zainteresiran za to osebo. Ne? Kaj pa LinkedIn algoritem? Že prej se ga malo izpostavljam. Veliko se govori, da zelo vpliva, koliko dejansko vpliva, koliko si viden. Kaj je pomembno? Kaj bi ti svetovala nekemu začetniku? A je dobro, da objavlja vsak dan, enkrat na teden, kako bi neka oseba začne? Dejansko, da se počasi navadi. To je zelo odvisno tudi od trga. Jaz bi rekla tako, za slovenski trg, jaz rečem enkrat na teden je dovolj. Predvsem je pa pomembno, da vzdržiš to frekvenco. Enkrat na teden je za koga lahko veliko preveč. In rečem, 2-krat na mesec je pa res minimum. To je 24 objav na leto, to boste pa zmogli. Če to boste zmogli, potem puste LinkedIn, malo heca. Ampak zelo je pomembno, da je konsistentno. To je najpomembnejša stvar vsega in to je tudi najtežja stvar hkrati. Ne? Torej, če zdržiš frekvenco 2-krat na leto in jaz se pohecam vedno na delavnicah naslednjih 30 let, če to zdržite, potem bo to. Ne? Lahko se seveda poveča na enkrat na teden. Jaz sem zdaj malo testirala tudi na svojem profilu, da mogoče 2-krat na teden spet. En čas sem, ampak potem sem dodala še svoj LinkedIn stran in sem gotovila, da mi je preveč, pa se s tem ukvarjam. Ampak vseglih, ne, moramo alocirati svoj čas in bom zdaj obrnila, ker sem 2-krat na teden na LinkedIn strani, pa bom zdaj obrnila. Bom sem enkrat pa 2-krat na profilu, ker ima seveda toliko večji doseg. Tako da je najpomembnejše ta frekvenca, da zdržiš, pa kdaj seveda objaviš, ne objavljati zvečer, ker ne bo noben reagiral oziroma zelo malo, tako da je prvi 2 uri sta najpomembnejši in večji, kot je odziv, več lahko dosežemo. Tako da komentarji so res zlata vredni. Se pravi, danes, ki sem jaz hotel ob 8 odpade. Zvečer. Ne, se hecam. Raj zjutraj. Dajva se še dotakniti networka oziroma posameznikov, ki te spremljajo oziroma tvojih ne followerjev, ampak kontaktov. Na LinkedInu. Na LinkedInu, ja. Kaj bi ti svetovala, da posamezniki, ne vem, da si poiščejo področje, pa potem dodajo te kontakte ali počakamo, da nas oni dodajo? Kaj še nekakšen recept? Pri gradnji mreže. Pri gradnji mreže, ja. Odvisno, koliko veliko mrežo imaš, ampak če si na začetku deva tako, je zelo fajn, če začneš s tistimi, ki jih poznaš tudi v živo. Ja. Sodelavci, nadaljni sodelavci in tako naprej. Potem pa jaz svetujem, opazite tiste, ki smo aktivni, ne? Tako da take ljudi je vedno fajn imeti v mreži. Ne? In pa hkrati mogoče, kako sem se jaz lotila, jaz sem začela pred leti, da sem dodala recimo marketing asistente, pa tako s tistimi, ki smo peers, no, kako se temu, kolegi, dajmo tako, ne, reči, ki smo iz istega foha. Tako da jaz sem začela tako, ko imamo neke skupne interese, ne dodajaš kar mogoče enih vse poprek. Tako da industrija, tvoja branža je tista prvi korak. Je pa fajn se tudi povezovati s tistimi, ki so aktivni. Ne? Tako da greš lahko po feedu in pogledaš vse tiste, ki lajkajo kakšne vsebine, ki rezonirajo seveda na tvojo branžo in se povezuješ s tistimi. Ne? Tako da je več virov, tisti suggestions, ki ti jih da LinkedIn, so mogoče še najmanj, no? Ker niti niso tako točni. Ne? Tako da, lahko tudi čakaš, da drugi tebe dodajo, sem to bolj pasivno. Ne? Če hočeš bolj zrasti, je boljš, da si sam proaktiven, se to je pri vseh stvarih. Koliko se LinkedIn kaj spreminja? Vem, da algoritem vse nekaj spreminja, vem, da so tudi ven dal tale social selling index, ali neki tak indeks, ki ga imajo, ki dejansko ti malo pove, koliko imaš močen profil. Tako da, koliko bi rekla, da se LinkedIn posodablja, pa koliko si dejansko lahko danes inovativen v svojem profilu, koliko daleč lahko greš. A si lahko drzneš, pa si res precej inovativen, ker ogromne stvari, ki jih jaz opažam, je, da ljudje navajajo, da so strokovnjaki v tem področju, da so tam, pa tam, dejansko je pa to nek
ko bi rekel, neiskrenost, dejansko pa res niso strokovnjaki. Veliko ljudi, ki pogledaš profile, izgleda, da so v bistvu ustvarili Luno, pa da so nov Elon Musk, pa so pa v bistvu v ozadju, so pa, ne vem, v precej nižjih položajih. No. Ja, to verjetno tudi predvidevaš glede na headline. Ja, včasih prostor, kjer je res tako za dramatično, za dramatičen moment. Veš kako, inovativnost, ja, lahko jaz recimo ena taka, ne bom rekla, da je inovacija, ampak recimo že svoj experience sekcijo na LinkedIn profilu uporabljam veliko širše, kot dejansko to, kar je, kot taka. Dam v experience tudi, da sem članica tudi poslovnih klubov, ki si jih začel, pa nisem tam zaposlena, sem pač napišem tako, da sem member. Posamezne experience uporabljam tudi kot svoje storitve, tudi da obstajajo neke možnosti, ki jih lahko, jaz bi rekla predvsem, ne imeti toliko cilja biti inovativen, vsaj tak je moj point of view, no. Nimam cilja, ali pa nima smisla mogoče to, kako bom inovativen, kako bom drugačen, ampak predvsem to, da si res konsistenten, da širiš svojo mrežo tistih ljudi, ki je smiselno z njimi se povezovati in da res objavljaš koristno vsebino, to plus, da komentiraš tudi objavam drugih. Je pa seveda odvisno, kaj je tvoj cilj. Ne? Ampak v osnovi jaz ne vidim, da je tukaj inovativnost ključen cilj. Meni je bilo vedno vodilo to, da izkazujem svojo kredibilnost, torej moram jaz objavljati neke stvari, ki druge tudi učijo. In pa, da sem vidna, se pravi, da moram skozi objavljati. Ne? Ja. Mislim, skozi, jaz se objavljam enkrat na teden, recimo, ne? Ali pa 3krat na mesec na profilu, ampak se mi zdi, da to neka zlata sredina, ki meni paše, da ni preveč, ker tudi jaz nočem, da prevečkrat se pojavim, pa mi je že veliko ljudi reklo, vsakeč, kot prem LinkedIn, se ti pojaviš, vse, kaj to je dober, tak je plan. Zelo dober, ja. Ne, ampak je to hitro, greš čez mejo. Tako da je to, ker res treba paziti. No? Tako da jaz tukaj ne bi ciljala na inovativnost, ampak ciljala na tisto, da si najdeš neko svojo tematiko, v kateri si res dober, ne se izmišljavati tukaj, ne? Ampak lahko začneš tudi mogoče z objavami drugih, najdeš kakšen članek drugje, ki je že objavljen, ne? Tako da tukaj je več potino, ampak mogoče inovativnost ni tista prvi cilj. Deva se malo še dotakniti tvojega osebnega življenja in sicer me zanima, ti si rekla, da si že imela podjetje, pa si ga potem zaprla, pa si potem bila v korporaciji, pa si potem se še enkrat odločila za svoje podjetje, ki ti zdaj res zelo, zelo uspeva. Pa me zanima, če bi šla nazaj. Bi si dala kakšen nasvet, bi kaj spremenila? Veš kaj, imela sem vmes med spletnimi agencijami, kjer sem bila zaposlena, sem imela en moment, ko sem želela iti v turizem. Jaz sem, kot se rekel, študirala dodiplomski na turistiki, potem sem podiplomca naredila na ekonomski, trženje in padla sem pa v digital čisto slučajno in sem tukaj ostala. Vmes sem imela pa eno idejo, da bi šla v turizem. In sem imela en moment, prav spomnim se s prijateljico, sva v Tacnu sedela pri tistih slabkih dol pri parkirišču Šmarne gore in sem jo spraševala, imela sem 2 opcije za službo, kar se mi je po mojem zgodilo vsem takrat. In sem rekla, kaj ne vzamem, sem vzela tisto, kar je bliže turizmu, ker je bilo sploh ne blizu turizma, ampak bolj stran od digitala, ne. Če bi kaj spremenila, bi izbrala tisto, ta drugo varianto zdaj še enkrat. No? Ampak jaz verjamem, tako vse se je moglo zgoditi, kako se je. Če ne bi tam sprejela tiste službe, vprašanje, kje bi bila danes. Ne? Ker tista služba, ki sem jo zbrala, sem 3 mesece tam, ni bilo ljubezni s tem, tako rečem. Tudi da sem potem hitro zamenjala. Ne? Tako da se je že moglo tako zgoditi. No? Zdaj, ker se tukaj ogromno pogovarjamo tudi o vodenju, me zanima, če se fokusirava na konstruktiven feedback, se pravi na slovensko povratna zanka. Zelo zanimiv izraz, ja. Povratna zanka? Ja. Okay. Ogromen kontakt imaš s podjetji, posamezniki, ki pridejo k tebi in rečejo, Manca, jaz bi pa rad LinkedIn profil. In ko ti pogledaš ta LinkedIn profil, mora biti tvoj odgovor zelo profesionalen. Tako da, kakšen imaš ti recept, da jim rečeš, ogromen vodi prav temu konceptu, nek sandwich koncept, poveš neko dobro stvar, slabo, potem neko spet dobro. Kako se ti lotevaš konstruktivnega feedbacka? Rečem, imate veliko priložnosti za izboljšave. Potem se pa tako nasmejem, ker sem se zdaj pa točno vajo, kaj mislim. Veš kako, skozi leta sem pridobila to samozavest, da sem malo bolj direktna. No? Nikoli nisem,
žaljiva, daleč od tega niti pomislim ne na to, ampak preprosto povem, lejte, vaš profil je res na začetku, tukaj moramo še veliko narediti. Ali pa vsebine isto, ne, se ni profil vse. Na vsebinah moramo res veliko narediti. Nazadnje ste objavili 3 mesece nazaj, to ne bo v redu. Ne. Tako da, in se mi zdi, da tudi nasmejim se zraven, valjda pozitivno vse to povem. Ne. Yeah. Tako da tudi nekako pa tudi začutim, no, z druge strani, kdaj lahko sem tako direktna, kdaj lahko nastopam tako hitro. No, sicer pa se me najamejo zato, ker vejo, da so na začetku. Ne vidim, da bi tukaj morala s podjetji tako ujčkati jih, da povedati, lejte, res ste na začetku, ker vejo. Ne. Ampak jim tudi pomaga, da jim dam direkten feedback. Ne. Nimajo me zato, da jim rečem, to je pa okej, to je pa okej. Ja, jaz sem tista, ki pove, kaj ni okej, pa dam znanje, da to popravijo. Deva se še dotakniti glede vodenja. In sicer, kako bi rekla, da se je pa tvoj stil vodenja oziroma tvoj pogled na vodenje tekom tvoje kariere, ki si začenjala, pa si bila potem v HTT Poolu, pa svoje podjetje, pa druga korporacija, pa zdaj spet svoje podjetje. Kako se tvoj stil vodenja pa pogled na to spreminjal? Prej sva se že malo dotaknila, da se ti zdi vodja, da mora biti oseba, ki skrbi za zaposlene in tako naprej. No. V vlogi vodje razen delavnic zadnja leta niti nisem bila. Enkrat vmes sem bila, to je bilo res veliko let nazaj, 10 sigurno, in je bilo prezgodaj, imela sem 2 študenta za voditi, pa nekako se nisem znašla, ker preprosto nisem imela teh veščin, niti te empatije, niti znanja in tako naprej. Ampak kaj se spreminja, postajam tudi jaz mogoče bolj človeška, kar se ti v odnose do ljudi, torej da nimamo v spredju, kaj moraš še znati, pa da je ti diktatorski način vodenja, pa tako tudi zamenjala sem pa precej vodi, tako da sem lahko spremljala na ta način. Predvsem meni najbolj ustreza na vseh življenjskih področjih pravzaprav pogovor. Preprosto pogovor na isti ravni, se usedemo za isto mizo in povemo. Ne da se gremo, kdo je zdaj više po hierarhični lestvici, to se mi zdi zelo za nami, no. Ja. Tako da jaz bi rekla tako, da se predvsem skupaj z znanjem, ki ga pridobivam samozavestjo in izkušnjami, čedalje bolj postajam preprosta, no, do tega, ne, torej da ja, imamo izkušnje ali pa vodje isto, bodite predvsem ljudje, ja, morate imeti znanje, ampak tudi veščine upravljanja z ljudmi, ne, oziroma delegiranja, pa tako, no, tako da čedalje bolj preprosto, pa bolj človeško. Vse bolj gre bolj v odnose, se mi zdi, no. Pa ne sem zato, ker je to in pa trendi tudi na LinkedInu, te tematike, ampak preprosto, ker se mi zdi, da se tako največ doseže. Da mi povej, kakšno je pa recimo razmerje tvojih strank, slovenskih podjetij versus, ne vem, mogoče tujih podjetij, ki so pri nas, ali pa mednarodnih podjetij? V kakšnem smislu? Imaš tudi kakšna mednarodna pa tuja podjetja? S katerimi sem sodelovala? Zaenkrat ne, oziroma sodelovala sem s parimi, ki imajo podružnice. Recimo z enim podjetjem, ki jih je kupil neko francosko podjetje in so zdaj prevzeli tudi njihovo ime, pa tako ogromno podjetje. Tam se čutilo, ker sem tudi par ljudi iznotraj seveda spoznala in ostala tudi v stiku po delavnici še danes pravzaprav. In se čuti ta mogoče bolj hierarhičen način. Večje kot je podjetje, se mora iti na nek način po nekem sistemu, če ne bi bila anarhija, ne? Da jaz to čisto zastopam, ne? Ampak vseeno sem tam čutila, kako je, ko so prevzeli podjetje, kako se je kar neka negativna energija v ljudeh pojavila, ker niso čisto vedeli, da bodo ostali v službi in se je veliko ljudi potem tudi šlo, ker so morali iti, ali so šli sami ali pa tako, no. Tako da ampak to je samo en primer. No. Verjamem, da je mnoga podjetja v tujini, da so mogoče na nek način že prej prevzela ta človečni, kako bi temu rekla, ne, tak bolj človeški odnos do vodenja, no, da nismo več neki nazivi, pa CEO pa tret, ampak da si dejansko nekdo, ki ima veliko odgovornost do tega, da se ljudi dobro počutijo in da delajo tako, kot treba. Deva se še malo dotakniti tvoje prihodnosti. Kaj bi pa rekla, kaj so pa tvoji cilji, recimo, za naslednjih nekaj let? Veš kaj, epidemija lani nas je malo naučila, da sploh za to kmečkana podjetja, jaz sem solo zaenkrat, da je težko res planirati na dolgi rok in glede na to, da sem zelo agilna, ker se sama odločam za vse. Nimam tako nekih hudih ciljev, razen to, da bom verjeten, želim si, no, določen del učenja podjetij
spraviti na splet. Tako da Kot neke online. Tako, ja, tako da bodo imeli spletno stran, sem že začela s tistimi freebie, ki se je tudi ti že opazil, ampak to je samo en začetek na nek način, tako da bi čim več stvari spravilo neke paketke na splet, da bi bilo nekako blended learning, nekako, da bi bilo kombinacija, ne, da nisem v vlogi, da rečem, lejte, da ne bom več samo v vlogi, vedno bom verjeta, ne, razlagati teh enostavnih stvari, kot so kako urediti profil, ampak da bom jaz, dajte si to, ne, te pa ta video na nek način pogledati, potem bomo se pa mi spopadali s hudimi stvarmi, kako motivirati 20 zaposlenih v vašem podjetju, da bodo 2-krat na mesec objavljali, kako to slediti, kako jih nagraditi mogoče, ali pa ne mislim z denarjem, ne, tukaj so to drugi motivatorji, tako da to imam, no, mogoče, pa tudi, veselim se, da bom spet počasi se vrnila v sejne sobe podjetij. Malo sem se zuma naveličala, moram reči, lani sem ogromno delala preko spleta, kar je fajn, k sreči imamo tehnologijo, da nas ni čisto zaprlo domov, ampak je čisto drugače, če pridemo v podjetje, ne, tako da cilji so tako, ne, ostajam v svoji branži, ostajam pri LinkedInu, ker je tako, jaz imam res to rada, obožujem ta medij, pifler sem, ko gre za branje o LinkedInu, tako da tukaj sem res začutila nekaj, kamor pašem moj profesionalni del življenja. Tako da bomo pa videli. Malo razmišljam, tudi tako, zdaj streljam na glas, ne, ideje. Malo mogoče, da bi se s kom povezala, potem pa mogoče spet ne. Tako da tukaj je čisto odprto, ampak ostajam kot LinkedIn ekspert in to je res taka moja pot, v kateri res zelo, zelo uživam, res. Zdaj, ena povezava, ki sem jo zasledil in je Miha res izjemen, je tudi Miha Lauter, ne, iz Optiveba. Dej nam malo povej, kaj ste zakuhala. Da ne bom jaz izdal... Misliš delavnico? Ja. Veš kako, drug teden imava. Mislim, da to že 7. ponovitev najne delavnice, ampak jaz sem rekla, Miha, dejva midva to zdaj pa malo drugač, da bo, ne, to, kad sva že to ponovila, dejva nekaj zakuhati drugač. In je ena delavnica v 3 delih, ker je tudi preko spleta, ker nisva si še upala, ne, da to živo, ker je malo še prezgodaj. Tako da bo to v 3 korakih. Dodala sva tudi Sales Navigator, ki ga nisva še nikoli imela v najnih delavnicah in tudi jaz redkeje to predavam oziroma učim, ker je spet še en tool za zraven od LinkedIna. Tako da imava res 3x po 2 uri oziroma zadnjič je 3 ure, tako da je še čas za individualna vprašanja in pogledamo vse od LinkedIn profila do vsebin, do anatomije, objave, tudi LinkedIn strani, potem za prodajo, kako to uporabiš, Sales Navigator, tako da vse te dele in bo čas v bistvu za res več vsebine. In ne bo enkrat vse, ampak se dobimo 3x, tako da se res ful veselim te delavnice, ki bo drugačna in bo veliko več dala, kot so prej, kaj je bilo sem 4 ure. Koliko je še, to gre pa spet za osebno vprašanje, koliko je še jezer, ki jih nisi... Ti povem eno luštno zgodbo. Ko sem začela z jezeri, sem našla podatek med 900 in 1300 v Sloveniji. In sem rekla, to je pa čist možno, vzela si bom nekaj let, pa bo. In potem sem čez kakšno leto ali 2 nekako prišla do Inštituta za vode, do njihovega kontakta in sem bila prav tam na sestanku, povedala, da sem in so mi dali en program in zraven Excel tabelo in me poslali domov, rekel, tukaj imaš vse podatke o vseh jezerih Slovenije, pa to in spredem domov in odprem ta program in najdem noter nekaj čez 9000 voda v Sloveniji. In jaz tudi pokličem tega na moj kontakt naslednji dan, pa je to, ste se zmotili, je to res. No in je rekel, ne, to je tako. In je dejansko vseh malih kali, ribnikov in tako naprej, blizu 10,000. In kakšno leto nisem spregovorila o tej številki, ker me je tako prizadela. Ker je v bistvu, ker to je tako. Ne? Jaz sem si zadala cilj vsa jezera Slovenije. Ne? Ta številka mi je pa rekla, to bo pa malo težko. Jezera ne bom pa vseh kali pa tako naprej. Ne? Tako da zdaj sem na 1151. A veš, to je tako, to je tak oseben projekt, to je dokler bom imela motivacijo, dokler bom imela voljo to raziskovati bom in glede na to, da 1300 ni ta prava številka, bo verjetno to, dokler bom res imela voljo
to delati, ker to ni samo kolesarjenje, to je predvsem načrtovanje in pisanje in urejanje fotka. Tisti je še najlažji del. Tako da 1500 je sigurno nek tak mejnik, ki ga bom dosegla skozi leta, ampak prve 2 leti sem res imela tak tempo, vse vikende na kolesu, norišenca, no, in nimam več želje po takem divjanju, ker to je bilo res divjanje, ne, pa zdaj tudi takrat prvo leto nisem imela še svoje firme, tako da je zdaj čist drug način, življenjski slog se mi je v bistvu res zamenil in sem okej s tem in mi je tako pašeno, tako da, spremljajte naprej, jezera bodo, jih je še veliko, jih moram najdeti in jih tudi bom tudi letos, v nedeljo šibam Prekmurje po novih, vsaj 35, upam, da bo vreme zdržalo, da bom lahko dosegla ta cilj, kaže lepo. A lahko pričakujemo še kakšno nadaljevanje knjige? Veš kako, knjiga je nastala v sodelovanju z založbo Da Slovenija in zato ima tudi tak naslov, ker sem pristopila zraven svojo idejo. Take knjige so bile že prej in je to samo moja ideja in vse besedilo je seveda moje. Takšne knjige ne bo več, bo pa knjiga dejansko z naslovom Moja jezera, bo pa avtobiografska. Super. Ja, ampak to je pa sigurno bo, ker čutim, tako kot sem začutila jezera, da to moram dati iz sebe in tako kot je bila Da Slovenija Lakes, ker sem mogla dati to iz sebe, tako je tudi ta knjiga. Kdaj bo, je lahko čez 10 let, čez 30 let, čez 3 leta, kakor bom začutila. No. Glavno, zdaj imamo zavezo. Ja, tako da evo se vidva, ko bo ta knjiga zunaj. Ja, bo pa čez drugače, no, tista knjiga bo res zelo osebna, no. Tako da čez druga vsebina. So pa jezera nek kanal, ki me bodo popeljala do nekih ciljev. Se vidi tvoja strast, da uživaš v temu. Peva še malo na tvoje osebno življenje. Kaj bi pa rekla, da je kakšna tvoja najljubša knjiga, najserija, ne vem, najcitat, ki mu slediš? Najcitat je, videla sem ga, sploh se ne spomnim, kje, niti ne vem, kdo to zapisal, ampak pred ful leti in sicer se glasi Be so good they cannot ignore you. In ko sem to prebrala, sem si ga vzela k srcu in temu sledim, nekako še danes upam, da mi ratuje, to boste povedali vi. Ampak v osnovi gre za to, da najdeš neko svojo nišo, podobno kot v poslu ali pa kot pri vsebini na LinkedInu. Najdeš svojo nišo in si tem res dober in pač greš naprej. Ne? In da postaješ res dober in da te ne more ignorirati, da si tako viden, da ti morajo slediti, ampak da te težko ne opaziš. No? Ampak spet, kot sem že prej omenila, to je hitro greš čez mejo, tako da v neki meji, ne, da nisi ljudem preveč, pa predvsem jaz vedno učim tudi svoje stranke, ko objavljate, dajte dojati, imejte vedno mindset dajati, učiti, da je dobre vsebine, tako da brez nekega cilja, da dobiš nazaj, se posel pride, je posledica seveda. Tudi ta kvot je res tak. Zdaj, serija, kakšna si omenila, da ne gledaš niti ene? Niti ene serije ne gledam, presežem. Tako, včasih sem če kakšno tako čist brezvezno, ampak danes pa res niso moj svet, no, čeprav se zdi to hecno. Hobije že poznamo, se pravi, ne samo tek, kolesarjenje, ampak ogromno jezer in pa potovanja. Pogrešaš kaj potovanja, zdaj, ker sem zaprt? Veš, kako ker smo omejeni. Veš, kako pogrešam, ker je tako. Nazadnje sem bila tako res urnik potovanje skoraj 5 let nazaj, ker so se mi zgodila jezera in sem vsa leta raziskovala Slovenijo in se mi zdi, da jo znam na pamet. Čeprav še veliko stvari nisem videla, seveda. Ne? In tako letos sem si dala, letos grem, imam že ogledane 2 destinacije in grem pa, če bo konc sveta. Pa tudi, če mogla pol karanteno, bom preko Zooma naprej. Tako da zelo, zelo pogrešam, ker je tako, Slovenija je krasna, obožujem jo in bom vedno ambasador naše države, ampak če hočeš pa rast ali pa spoznavati, če kaj več, moraš tudi čez mejo. Tako da ful pogrešam. Pejva še tega fun facta se mora dotakniti in sicer, da zbiraš odpiralce pisem. To pa tako zelo zanimivo. Pa tako, moj prvi je bil, ker sem bila na Kubi, mislim, da 2006, ful let nazaj, in sem kupila lesenje, še vedno ga imam doma. In tako se mi je tak markanten predmet, se mi zdi.
tako, ki je iz preteklosti, ampak jaz jih dejansko tudi uporabljam. Jaz odpiram kuverte s tem, ker je lažje kot s prstom, vse lahko z nožem, ne, sem je bolj fancy, če imaš to. Ne. Tako da to res nekaj, kar je posebno in vse posod, kjer sem bila, imam vsaj enega, razen iz Sardinije. Tam sem bila en teden, nekaj let nazaj in se spomnim, ker sem ko nora iskala v vseh štacuncah, kamor sem šla in ga nisem našla. No. Tako da to je ena taka stvar, mogoče kot mini jezera, ki jih iščemo. Veš, tako da najprej imam to cilj, kupiti to, posem pa... Koliko jih pa pol že imaš zdaj v svoji zbirki? Ene 30 sigurno. Ene par sem jih tudi dobila, ne? Ni vedno tako, da sem jaz kupila, ampak ja, to se mi zdi taka luštna stvar. Zberam jezera pa spiralce pisem. Nujno se mora dotakniti tvoja najljubša aplikacija oziroma aplikacije. Ja, LinkedIn seveda. Pa Google Maps. Tako, to je pa ena stvar, brez katere jezera ne bi mogla delovati, ker priznam, nimam orientacije, ni to mi bilo dano v zipko in tako, brez Google Maps aplikacije ne bi našla vseh jezer, ki sem jih, no, tako da to res ena stvar, ki je obvezna na mojem telefonu in imam res rada, ker je zelo praktična. Pa dejansko te že toliko dobro pozna, da točno ve, daj greš domov, kakšna je gužva na poti domov in tako naprej. Dejva se že dotakniti najpomembnejšega vprašanja in sicer mi imamo kar nekaj poslušalcev že. Med njimi so tudi ne samo študenti, ampak tudi predsedniki uprav. Tako da me zanima, kaj bi bili tvoje 3 zaključni nauki za naše poslušalce, pa jih dejva povezati na LinkedIn. Ja, ko se lotite LinkedIna, pa dajte se ga čim prej, če se ga še niste, je najpomembnejše to, da začneš, da se ne ukvarjaš preveč, kako začeti, kakšno strategijo pisanja, ker se naučiš sproti. Tudi pisati ali pa svoj stil pisanja, ki ga dobiš skozi čas, ga lahko samo, če klikneš post in to večkrat. Ne? Tako da ni enega zdaj čarobne paličice, ti direktor pravi, da je pa to piši, pa bo to ok. Ne? Ali pa ti študent, ti se pa tega tako lot. Ne? Ja, so seveda neke smernice, ampak nauči se pa sproti. Predvsem pa ustrajati treba. Ne? To ni nekaj, kar nastaviš, pa dela samo. Jaz LinkedIn rada primerjam z mailom. Mail je tool, ki ga vsi uporabljamo. Ne? In če ga ne bi vsi uporabljali večkrat na dan, verjetno, pa vsak dan, pa ves čas, ne bi bil toliko uporaben, kot je. Če ne bi odpiral maile, jih pisal, jih brisal, bral in tako naprej. Ne? In LinkedIn je isto. No? Tako da predvsem je pomembno, da si vzgojimo vsak pri sebi odnos do teh tehnologij, no? Med njimi tudi LinkedIn. Ne? Da nam res pomaga in da bomo skozi leta bili če dalje bolj odvisni, ampak bomo če dalje bolj potrebovali LinkedIn in takšno tehnologijo, ker nam bo enostavno poenostavila posel ali pa nam ga spodbudili ali pa kakorkoli. Ampak ne, če ne bomo se z njim ukvarjali. Ne? Tako se rečem, LinkedIn, več kot se z njim ukvarjaš, več nam dan. Tako da je treba imeti tudi z njim nek poseben odnos. Enostavno, res je vidim pri mojih strankah, ključen izziv je vedno, s katerim se jaz popadam v sodelovanju z njimi, je to, ker ga jemljajo za zraven. Kolikrat Silčeva manjca, nimam časa za LinkedIn, jaz moram delati. LinkedIn je delo. Tako da to je sicer mogoče, naj se ne sliši tako zelo starševsko, to pa to moraš, ampak je LinkedIn res neko orodje, tako kot tekaški copati. Če hočeš preteči maraton, si jih moraš obuti 3-krat na teden pa laufati 1 leto, da potem pretečeš maraton. In potem, če hočeš enega preteči, moraš spet trenirati, pa moraš skozi trenirati. Tako da to je kot vsaka reč. Kot posel sam je treba to skozi negovati, kot odnose. Evo. Tako da pridemo vedno do ljudi na koncu. Ful dobro. Zdaj, dragi poslušalci, z nami je bila Manca Korelc, LinkedIn strokovnjakinja, soorganizatorka LinkedIn Local dogodkov, največja ljubiteljica jezer v Sloveniji in izven Slovenije. Sigurno tudi izven. Bom rekel, avtorica prve in ne edine knjige, verjetno bomo še kakšno knjigo videli, in pa, jaz si bom drznil reči, tudi inovatorka in pa trendsetterka na področju LinkedIna, ker ogromen izjemnih vsebin delaš, ogromen dodane vrednosti delaš, tako da vabim vas poslušalci, da si pogledate njene
freebije oziroma zastojn priročnika. Brezplačne priročnike, jaz jih tako imenujem. Tako da, Manca, še enkrat najlepša hvala za tvoj čas. Najlepša hvala za vabilo, mi bo zelo prijetno. Hvala, Mark. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.